Dobro jutro in dober dan v predzadnjem tednu Prešernovega meseca imenovanega Vinotok. Vino se sestavlja oziroma grozdje prehaja oziroma mošt prehaja v vino. No in jaz, ker pa imam neko trto, sicer ni vinska, je bolj za sok, ne. Moram pa reči, da sem dobil pomoč pri obiranju, ne. Torej dobrih 50 kg sem verjetno ga spravil v soke skozi sokovnika, ne. Drugih 50 pa so mi preko, sobote ali pa nedelje izfrezali ptiči in gotovo. Trta, obrana, zaključena sezona, tako da sem tudi sokovnik že kar pospravil, ne. Zdaj, glede na to, da je ta Vinotok, upam, da se uspešno najeste kaj pečenega kostanja, ne, to je mati narava nam ponuja, sam sklonce je treba, ne. Zdaj mi nimamo tle na Notranjskem te sreče, da bi nam kostanj glih rastel, no ja, kakšna goba, ja, v tem času. Ampak ja, nekako sem še enkrat vas hotel malo spomniti, dajte zelje si dajte zribati, jaz ga že imam v kozarcih, pa repo tudi, tako da le dajte, paste, da boste na dan za cvet in to je to, ne, kislo zelje je super zdrava stvar, pa še v DNK-ju piše, da je super, boljš kot banana, kokos, mango in papaja, kar se našega DNK-ja tiče. Pa skoraj se rima stvar, ne, DNK-ja in papaja. Dobro. Ta oktober, nas bo proti koncu meseca pripeljal do zaključka in vrha norišnice s praznikom imenovanim Noč čarovnic. Halloween! Ne, gre za en masten satanistični praznik, kjer smo mi ljudje s svojimi izrezanimi bučami klicali njihove demone in jaz ne vem kaj. Skratka, dali smo jim pozornost, fokus, energijo in seveda odprta vrata, da so se lahko napajali iz nas mnogo stvari, mi zagotovo še ne razumemo v kontekstu, kako energetsko so oni znali stvari nad nami manipulirati. Verjetno beseda magija ne izvira, ni izmišljena, ampak ima nekje svoj izvor. Ampak magija spada v mistično, v nerazumljeno in nerazumljivo, to in pred našimi očmi in razumevanjem skrito. Prav, nič hudega. V vsakem primeru prepoznavamo čedalje več in super, da se nam odpirajo kanali. Kar se mene tiče, sem se zadnji teden nekako spotaknil ob to religijo ali pa je pač informacija mene srečala in jo malenkost bolj obdelujem. In nekako bom se najprej spotaknil ali pa dal v besedno igro pekel in nebesa. Nebesa in pekel je bolj pravo naglaševanje. Ne nebesa, ampak nebesa. Torej ne nosi v sebi jeze, ne nosi v sebi strahu, ne nosi v sebi zamer. Sprejmi stvari take, kot so in jih dej na mesto, kot jim pritičejo. Velja za ljudi, velja za pretekle dogodke, bom rekel tiste lepe in tiste najbolj travmatične. Torej tiste lepe dejte v ospredje, travmatične vršite čez ramo, ker z njimi nimate kaj početi. Vse, kar je, nosimo to v sebi in nas otežuje. Dobro, to smo. Pekel oziroma pekel se boš, pravzaprav pekla te bo vest, ker Bog vse vidi, Bog vse ve. Ja, seveda, če pa znotraj tebe in ti veš, ker si Bog, si videl, kakšno dejanje si komu naredil in ne moreš teh dejanj skriti niti v najgloblje oceane, na najvišje vrhove in ga ni mesta na zemlji, kamor bi se ti lahko skril pred stvarmi, ki si jih naredil narobe. Tle nihče ni popoln. Verjetno je vsak izmed nas kdaj v življenju stopil iz poti. In ni greh s poti stopiti, greh je po napačni poti hoditi. In
grešniki, ne, že spet imamo neko igro besede, greh je, če greš narobe, greš, potuješ, grešniki. In dajte si oprostiti vse, kar ste narobe naredili, če tudi ste po napačni poti hodili, imate v vsakem trenutku, vsak dan znova novo priložnost, da stopimo in stopite na pravo pot, na pravo stran, na stran, ko ne bo več peklo, ne bo več peklensko vroče, znotraj ne bo pekla vest in bomo lahko skupaj na strani svetlih, pravičnih, angelskih, dušnih in tako. Zdaj mogoče se zadnje čase res mnogokrat spotaknem ob te, ali pa uporabim te besede in greh, Bog, Jezus, angeli in tako naprej. Jaz sicer ne bi želel teh stvari povezovati z religijo, nikakor ne, to upam, da ste dojeli. Smatram pa, da v vsakem primeru imajo nek pomen in neko moč in je prav, da jih nucamo na tak način. Čeprav smo do zdaj te stvari pakirali v obliko kekca kot prikaz pogumnega, svobodnega, sproščenega in rožleta kot prikaz nekaj, kar je opeharjeno za avanture, ker je v njemu naseljen strah. Dajmo razumeti, da smo vsi bili pravzaprav neki zaporniki, robovi, smo po robovih hodili, a ne? Mnogi izmed nas smo hodili po robu tega, kaj je sistem narekoval in tega, na drugi strani tega, kaj je prav, kaj smo v sebi čutili že od nekdaj, da nešto ne valja v tej okolici in da smo nekako vzdrževali to svojo biti in bili zaradi tega seveda označeni kot vse sort. Ne bom se ponavljal, čas teoretikov zarot je tukaj, a ne, to je zdaj naša doba, kjer prihaja na plano, da v bistvu imamo prav, ne glede na vse obtožbe, ki so padale na nas, mi pod temi obtožbami nismo klonili in bravo. Čestitke vsakmu izmed nas, da smo vzdržali te pritiske in z mojega vidika lahko rečem, da ti pritiski sej se pojavijo, sej nekateri so čist bolani, ampak v bistvu moram reči, da številčno jih pa ni mnogo, ne? In sem v bistvu kar vesel, da je temu tako, ne glede na to, koliko ur vsebine dam, koliko enih provokativnih tematik, vsebin, zapisov ali pa izgovorjene besede. Kakorkoli, mnogo pravih besed so nam že zapisali v glasbo, s katero vas tudi mnogo spodbujam, in če ste ujeli prvi komad, je bil It's good to be king, dobro je biti kralj, ne? Še enkrat, in to pesem smo že imeli, še enkrat spomnite se, da je dobro, če se počutiš kot kralj vsaj za en dan. Dobro je, če se počutiš miren vsaj za en dan. Dobro je, če si predstavljaš svoboden biti vsaj za en dan. Dobro je, če si predstavljaš lep svet vsaj za en dan. In vsaj za en dan lahko vse zamenjamo za večnost, ker večnost je tukaj in zdaj. En dan ima svoj začetek in konec in tako imamo vedno znova priložnost se nekako uporabljati to svojo domišljijo, ker edina prava nacija je imaginacija, ne, da imamo tako v slovenščino, ne. Zdaj, nacije in vojne, ki nam jih probajo pripeljati na plano, zdaj ta Palestina, Izrael in tako, predtem Ukrajina, vse to probajo vzpodbujati v nas mržnjo, strah, večji del tega je pod pretvezo, vsaka vojna je bila pravzaprav na osnovi laži, tokratna pa je med satani, med sotono, med demonskimi silami in belimi klobuki oziroma alianso in Izrael je zadnji in res se nadajamo, da je
da bo zaključek te operacije resnično nam prinesel tisto, kaj si želimo, svobodo, mir in blaginjo za vse na tem svetu, da se očisti vrh svetovnega zla, ki je prežel to človeštvo. So pa seveda mnogi še vedno močno zaslepljeni, nekako ne morejo zaznati te širine, veličine in gmote prevare konc koncev zla in zaradi tega nekako še zmeri ostajajo v tej, bom rekel, sivi, neopredeljeni coni, torej si z nami, si na strani belih, si na strani temnih, ker ne ve točno, kaj se pravzaprav dogaja, ker je enostavno stvari preveč, kdor se ni poletil spremljati in poglabljati v situacijo, ki se dogaja, ali pa razumeti stvari, ki so se dogajale v preteklosti, ta je zdaj resnično nekoliko v zmedi, ker je informacij mnogo. Zdaj za vsako informacijo, ki pride, je potrebna kontemplacija, pa še prežvečati jo je treba, ne? Torej, ni dovolj, da rečeš, veš kaj, v cerkvi religije kot take so v preteklosti imele žrtvovanje, pa so žrle otroke, pa adrenalizirano kri so jo pili, pa še svojim vernikom jo dajali, ne? Zdaj, taka informacija, ni tako, da rečeš, okej, mislim. Jaz vem o religijah umazanosti, ampak tudi jaz, ko sem zdaj gledal to črno piko, mi je tudi dalo, par dni, da prežvečem, ne? Ampak to je zagotovo priprava na še nekaj večjega, ker gmoti svinarije ni videti konca in opozorjeni smo, da ko bo prišlo na plano, bomo čeljusti spustili celo tisti, ki smatramo, da smo že kaj obdelali in da že kaj vemo. Ja, super je vedeti, super je biti informiran, super je stvari razumeti, zdaj po drugi strani je pa dobro, da razumemo, da včasih telefon zgubi signal, modrost signala ne zgubi nikoli in je prav, da se modrosti prepuščamo in dajemo prostor, da prihaja v nas razumevanje na podlagi awarenessa, naše pozornosti, kako stvari funkcionirajo in kako funkcioniramo, dojemamo in čutimo stvari z notranje strani. Ne? Torej, mi bi mogli imeti dan pozornosti, to bi bilo bolj smiselen dan, kot pa noč čarovnic, ne? Čarovništvo je čarobništvo, več pomenov ima, sem že večkrat omenil, pri nas čarovnice je simbol pustnega karnevala in ima zgodovino, ja, jo ima. Smatram, da čarovnice so bile zažigane zaradi tega, ker so bile kontra sistemu, kot je bil Jezus Kristus kontra sistemu, po zapisih, ki so nam znani. Zdaj, mnogo je razlag, ne bi se spotikal, ali je človek resnično obstajal ali ne, ali gre za prikaz skozi prispodobe tega, kaj v nas je, torej gre za pretok tekočin po 33 vretencih, kakor je bil Jezus star, za umreti ego in roditi novo široko zavest in biti na desnici očetovi, če je oče imenovan Bog, in prebuditi Boga v sebi. Težke so to besede, ni jih enostavno ukomponirati v današnji čas, predvsem brez da ne bi ob tem prišlo do spotikanj in kontriranj, kajti vera in prepričanja v določene stvari so tako močna, da se z mnogimi res lahko dost hitro zapneš, ker je pač prepričanje močno. Ne, zdaj mnogokrat sem rekel, ravna zemlja, okrogla kugla ali ravna plošča, ne gre za palačinko, gre za drugačno stvar, vsekakor pa ne more biti okrogla in tle je večno lahko prerekanje, dokler človek sam ne pride do nekih zaključkov in spoznanj s tem, kar mnogo ljudi že opozarja, vse je bila na tega prevara, nismo bili vsi izneverjeni, smo bili vsi, živeli smo generalno v laži, zakaj torej verjeti nekaj, kar nam je indoktrinacijski sistem urinil, pa rekel, okrogla je Antarktika, tam so pingvini in ne moš leteti čez, pika. Ne, ni čist glih to tako, pa pika. Ne. Pa zdaj, če je pravzaprav NASA že zapisala, da je Zemlja ravna, ne,
če je režiser priznal, da so snemali v Nevadi pa v studijih ta moon landing, pristanek na Luno. In če so priznali, zakaj se še vedno moramo pregovarjati? Zakaj? Zaradi tega, ker so stvari zapečene v ume in težko je ljudi prepričati kako že lažje je ljudi držati v laži, lažje v laži, kot jih prepričati, da so bili nalagani in nategnjeni. In to so sotoni, torej demonske sile oziroma negativci in primitivci zelo dobro izkoriščali, ker so vedeli, da pač ne gre. In če je kdo kaj posumil, so na osnovno laž dodali še eno laž. Nič novega, vse po starem, zgodovina se ponavlja. Edini mi smo se iz te zgodovine švoh kaj znali naučiti. Predvsem bi se mogli mi naučiti, da kdor sprejme odgovornost za svoje dejanje, za svoja dejanja nasploh je naredil velik korak in pomemben korak za ustvarjanje svetle in prave prihodnosti. Sprejet odgovornost je nekaj, kar prazni, nizkotni, primitivni, nizko vibrirajoči oziroma je enako narcisi ne sprejemajo. Oni ne sprejemajo odgovornosti, vedno s prstom pokažejo drugam, največkrat točno na vas in pravijo, gre v bistvu za to, če vidiš mene, pravzaprav, če me vprašaš, zakaj vidim sebe v tebi, je pravzaprav zato, ker gledava isto stvar, ki jo pravzaprav ti vidiš v meni. Zaradi tega, ker me izključno kopiraš, zrcališ stvari in tega žal nismo vedeli in razumeli, da so ljudje nas kopirali, ker svoje originalnosti nimajo. Kadar smo mi postali originalni, bili sproščeni, tako kot se za originalnost spodobi, smo pa bili ocenjeni in označeni kot čudni, težki, nesprejemljivi, drugačni, čudaki in tako naprej. Mnogi ljudje so se iz tega vzgiba osamili, žal mnogi niso zdržali pritiskov tega sveta in so se prepuščali in zapijanju in raznoraznim drogam, kapo dol vsakmu, ki se je iz tega izvlekel, ki je spoznal, kaj je čistost in biti sober, biti trezen in čist v tem svetu je ena lepa vrlina. Smilijo se mi ljudje, ki jih vidim, ki s tresočo roko pridejo na jutranjo kavo, pa tam ni kava, ampak je najprej nekaj žganga, da se sploh sestavi. Žalostno mi je to gledati in opazovati, vendar po drugi strani nekako razumem. Če mi te ljudi, ki so naven poškodovani, vidimo, vemo, da gre za nekaj, kar je noter poškodba, moramo razumeti, da je mnogo psihičnih težav, valjda mnogo jih je, ampak vse so pa nevidne navzven in mnogi ljudje o svojih težavah ne upajo spregovoriti. Ko pa pridejo do nekoga, ki so mu verovali, torej dajmo reči nekega psihiatra ali nekega duhovnega zdravilca ali nekaj, se pa največkrat zgodi, da sebe odprejo napačni osebi in demonskim silam, ki jih te ljudi še poglobijo v njihovo mizerijo oziroma težke notranja stanja, kjer bi v bistvu namesto, da bi stvari očistili in dali ven, v bistvu se ta problem še ojača in tako. Večkrat sem rekel, mir, samota, prava glasba so zame najboljša zdravila, če seveda temu dodamo še sonce, naravo, živali in pa pristne odnose, katerih pa na srečo imamo čedalje več, piknike kot take na recimo 2, 3, 4 mesece in zume vsak teden. Moram reči, da imam kar zapolnjene tedne, kjer se srečujem z enimi, drugimi in tretjimi, pravzaprav s krasnimi ljudmi, ki se želimo družiti, bom čisto tako rekel, vse ok.
In prišla je krasna ponudba, da bomo lahko naredili manjša srečanja, pa malo večkrat, pač po ultra zelo ugodno, simpatično idejo v tem, da se družimo in da pač se ne družimo po lokalih, ampak da smo malenkost umaknjeni in si naredimo sami svoje debate in sami svoj prostor, čas in lokacije so bolj drugačne. Skratka, želimo se družiti in si deliti med sabo mnenja, razumevanja, spoznanja, poglede in tako naprej, pa v zelo, zelo in celo najbolj enostavnih oblikah, kar se pač da. Skratka, to je to. Zdaj, ena izmed takih stvari, ki mogoče da zdaj dihati, torej ta Halloween bo konc meseca, zatem dan mrtvih, ko se praznuje mrtve, en dan prej se jih je pa masakriralo, tako da precej nora je ta Halloween pa 1. november. Zelo bi želel, da v bistvu vsak izmed nas ignorira te buče in vse, kar je povezano s to maškarado in skrivanjem lastne biti, lastne originalnosti, da ne bom rekel identitete, ker mi identiteta nekako nismo. Identiteta je bolj ne ego oziroma izmišljena maska, ki jo ljudje nosijo. Zase lahko rečem, da sem jo odvrgel oziroma da sem pustil, da ego umre, kajti bil sem v to prisiljen. Marsikdo izmed vas tudi, pa se še vedno ne upa prepustiti sebi in spustiti tega, v kar smo se rodili in bili naučeni kot sprejemljivo in samoumevno. Torej, rojeni smo bili v zajčnik oziroma v sistem in ne upamo se ga spustiti, čeprav nam je čedalje bolj jasno, da vse, kar ta sistem ustvarja, je proti nam oziroma nas ovira, nas zatera in ne dopušča, da smo, kar želimo biti. Čim smo želeli biti, smo bili ovce. Pa dobro, v redu, sej znamo, nas ti izrazi niso potovkli, nas ne tolčejo več in se ne pustimo. In ni egoistično, če se postavimo zase, da ni egoistično, da postanemo mi. Enostavno v tem primeru smo težki za manipulacijo. In ne zamenjajte tega, da smo, bom zdaj prebral, zdaj sem zbrklal, undo, Ctrl Z. Niste postali sebični, postali ste težki za manipuliranje. Ne mešajte teh dveh pojmov, ok? Iz angleščine sem mogel prevesti, pa sem narobe v štartu, Torej, niste sebični in ne razumete tega tako. Prav je, da stojite na svojih dveh nogah, niste edini, mede pa nas okolica in čedalje težje nas mede, ker smo postavili jasne meje in ne popuščamo, da so te meje kakorkoli premaknjene ali pa ignorirane ali pa nespoštovane. Ne dopuščamo več, vsak dan znova smo vse bolj in bolj močni in prav je tako in moramo biti, ker to je tisto, kar nas dela, to je tisto, kar v bistvu spreminja ta svet na prav, ki lomi matrico in resnično smo na koncu časa, v času velike transformacije in mega epohe. Zastopite to in v tem času že ni več potrebno, da kogarkoli poznamo, zato ker že občutimo energijo drugih na fizičnem nivoju. V najslabšem primeru se lahko strinjamo, da če ste z napačno oziroma toksično osebo, se po nekem času preživetim s tako osebo počutite utrujeni, izčrpani, zamorjeni in tako naprej. S pravimi osebami pa ni to tako, je vse ok. In zmeri se nasmejem, ko me vprašajo, pa kdo je tebe toliko poškodoval? Ne, ni me nihče, iskreno lahko povem, nihče me ni uspel tako poškodovati, kakor sem lahko sam sebe poškodoval. Niso ljudje krivi, ampak otrok v meni, ki verjame, da je v vsakem izmed nas nekaj dobrega. Nažalost pa temu ni tako. Ni v vseh ljudeh nekaj dobrega. To so ti ljudje, o katerih smo se milijonkrat že pogovarjali, prazne školjke, brezdušne školjke,
Narcisi, pravzaprav za moje pojme, poškodovani ljudje. Jaz tle zdaj s tem zapisom po eni strani se strinjam, po drugi strani imamo pa en drug zapis, ki pa pravi, bom jaz dal takole, caks, ne tale, prosti. Zdaj, ki pravi, globoko v telesu vsakega človeka je izjemna sila znana kot kundalini. Predstavljajte se ga kot zvito kači podobno energijo, ki prebiva na dnu vaše hrbtenice. Ko prepoznamo in prebudimo to silo, močno vpliva na našo notranjo svetlobo, nas prizemlji in zagotovi stabilnost, še posebej v času velikih energijskih premikov. Zdaj, kundalini je v vsakem, ni v vsakem, a veš, to se zdaj s tem postom nekako lomi. Jaz bi si želel, da resnično je v vsakem še vedno iskra in energija. Spet po drugi strani pa zaznavamo, da v tem času, v tej situaciji, na tej točki preloma ne moramo računati, da v ljudeh je nekaj dobrega, medtem ko pa v bistvu iz nas delajo slabo. Zaradi tega je distanca, bom rekel, čustvena distanca, ni potrebna fizična distanca, mentalna, nujno potrebna, in Grey Rock je ena izmed tehnik, torej biti za stvari, ki nam jih probajo nasuvati, njihove prazne floskule, da zato postanemo nezainteresirani. In če jim ne damo interesa, pol nimajo kaj od nas vzeti. Bodite previdni. Ne sramujte se svojih poroka iz slabosti, sramujte se svojih pomanjkljivosti in slabosti. Ničega se drugi toliko ne plaše, ničesar se drugi ne bojijo tako, kakor hrabrosti nekoga, da postane tak, kakor je. Se razumemo, jaz vas spodbujam, bodi to, kar si, užgi svojo originalnost, ne užgi, daj jo na plano, in jasno je, da se okolica boji te kreposti in moči, ki je znotraj nas, i ako empati smo radi in nežni in prijazni in mili in tako, ampak v nas je sila, ki se jo ne zavedamo, in okolica se jo boji, da jo prepoznamo, a ne? Sam s to silo ne delamo škode, mi s to silo ukreiramo. No, in če smo se prej pogovarjali o tem, da je peku, ne peku, veš, kaj pravi, vsi bomo šli v peku, Teslo, si že v peklu, zato vibriraj visoko, višje. Visoka vibracija je nebeška vibracija, nizka vibracija je peklenska vibracija, in mi smo tisti, ki zdaj dvigujemo to vibracijo k popolnemu miru in popolni svetlobi. Joyful je zraven tega, joyful, težko prevedem to besedo, srečo, zadovoljstvo, igrivost in tako, veselje, sproščenost in tako. Dajmo vibrirati višje, da pridemo ven iz pekla, ki je znotraj nas, da nas vest ne peče. Vse to se da spedenati, sem že 1000krat rekel, vrš čez ramo in čao. Je pa treba osvetliti, se soočiti in reči, ok, to je bilo, hvala lepa, ne potrebujem, čao. Ne umikati stvari iz sebe, ne se jim skrivati, ker vas lovijo. No, in študiranje psihologije narcisa pomeni, da študirate psihologijo zla, hudiča. Ne morete razumeti, zakaj, ampak boste sposobni opisati metode nekoga, ki nima občutka za moralo in ki manipulira in vas izkorišča za njihov lastni benefit in enjoyment. Se pravi, nekateri ljudje imajo korist in se zabavajo s tem, da vas izkoriščajo, abuzajo, manipulirajo z vami. To je njim igra in zabava in edina oblika življenja. Moja duhovnost je unikatna za mene in ne rabim se opravičevati nikomur, ki se ne sovpada v ta duhovni okvir. Mogoče nisem glih prav prevedel, ampak ustvarjam svojo
magijo s tem, da dovoljujem, kaj izberem, da praznujem znotraj mojega življenja. A če povzeti z drugimi besedami, sam sem tisti, ki kreiram in sem odgovoren za to, da proslavljam in slavim in izberam, kaj bom proslavljal. Grace, po komad v zadju, Dave Townsend. Ja, in to, kaj je zame dobro, je zame pravilno in kaj je zame pravilno, ni nujno, da je to pravilno tudi za koga drugega. Ne? Dokler ne škodujem s svojim biti nikomur, pravzaprav celo kontra, ne more biti narobe in nismo vsi glih, imamo pa isti moralno-etični kompas, ki kaže k enemu. No, sej, mislim, vsi smo eno, to je zdaj tak relativen pojem. Ne sodite svojega dneva, kako produktiven je bil, ampak dajte na vago, kako zelo ste bili prisotni znotraj dneva, znotraj ure, koliko časa znotraj dneva ste bili popolnoma prisotni in ste upoštevali tukaj in zdaj. Ne to, koliko ste vi pravzaprav uspeli narediti. Ja? Smo v času, kjer se moramo pravzaprav res od vsega odlimati in odpočiti mentalno, noter, dušno se moramo odpočiti in ko se bomo umirili in odpočili, bomo lahko šele začeli ustvarjati stvari, ki so nam v dar dane, v zibelko položeno. No in evo, ko se o tej duhovnosti pogovarjamo, duhovnost je oseben odnos z enim, z božanskim. Religija pa je samo kontrola množic, crowd control. Ja, evo, pa smo, osebni stik med mano in Bogom, med prvinskostjo, med to čistostjo. To gre za osebni odnos. Ne rabim jaz hoditi v nobeno cerkev, v nobeno mošejo, k nobenemu čistilcu in zdravilcu. Je pa prav, da stvari razumemo. Ko pa iščemo, kaj je pravilno za razumeti, pa smo mnogokrat v zgodovini vsaj prileteli na zavajanja in manipulacijo. Govorim duhovne knjige in duhovni učitelji, ki so se imenovali duhovni učitelji, so nas zavajali. In iz tega naslova je bilo zelo pomembno, da smo se prepuščali sebi. Tja sem se jaz odpravil in vam probam to svojo izkušnjo podeliti z vami, da imate enake možnosti in sposobnosti, kot jih imam pač jaz, dokler imate v sebi moralno etiko in vas ne peče vest za stvari, ki ste jih naredili, pravzaprav ste tam očistili in jih vrgli čez ramo. No, okay. Next time Simon asks you to explain why your answer is no. Try telling them that says yes doesn't align with your goals and see how empowered you feel. A ste razumeli? Bom pa prevedel, če niste. Mi smo rekli, beseda ne je zelo pomembna stvar, da se jo naučimo brez občutka slabe vesti. In pa smo rekli, dajmo mi besedo ne uporabiti kot samostojni stavek. Na koncu pika, samostojna poved, kako že. Na koncu pika, pika. Zdaj, nekako nam to ne gre, zmer nekako probamo dati vejco pa opravičati, in tle sem dobil zdajle, imamo, pred nami krasen predlog, ko vas nekdo vpraša, zakaj pa ne, pa zaradi tega, ker se to ne sklapa z mojimi dnevnimi oziroma življenjskimi cilji. Ja, kako tu misliš? Lej, oprosti, jaz ne morem tja in tja, to in to, tega in tega, zaradi tega, ker se ne sklapa z mojimi načeli, dnevnimi in življenjskimi cilji. Zberite, katero čete. Oprosti, ne bom se šel, ne da ne morem, ne da imam nekaj drugega. Ne sklapa se, pika. In tudi drugič ne rabiš probati, ker zdaj že veš, da se ne poklapa z mojimi. Love all we can, ljubi, kar lahko pravi. In jaz vem za pot, ti veš za pot, vsi vemo za pot. Le nikarte se ne bojte priti k sebi domov. Poje Komadič.
mičken vam še njega prevajam. In ne srečate ljudi slučajno, vsaka oseba v našem življenju je ali izpit, ali kazen, ali pa dar prihodnosti. Nič novega, zavedajte se le, da nič ni slučajno. Sam to. Zdaj, kakšen je pa namen, morate pa sami razbrati in prav je, da znamo prepoznavati. No in tole sem včeraj objavil na Facebooku, pa spet polemike, a ne? Ampak ja, tole ni simbol odrešitve, je simbol smrti, ubijanja in zatiranja, pa bom dodal še kontrole množic, torej religioznost je crowd control, a ne? Resnično Jezus ni želel biti križan in ni želel, da se ga je ali tako, če je obstajal kot tak in dajmo te stvari tako razumeti, da je religija to obrnila sebi v prid. Anything you can't control is teaching you how to let go. Torej vse, česar ne morete kontrolirati, ne moramo kontrolirati, nas uči, kako stvari spustiti, a ne? Torej, spremenite, kar lahko spremenite, kar ne morete spremeniti, sprejmite oziroma spustite, naj gre svojim putem. Naj so to situacije, travme iz preteklosti ali pa ljudje ali pa konec koncev službe. No, evo, ko se v tem času mnogo govori o tej mnogospolnosti, a ne? In nekako, bom rekel, identifikacija, veš, ženska se identificira kot moški, moški pa se identificira kot ženska, ne? In to je stanje uma, to je bolestnost uma. No in moški je sledil eni punci v kopalnico oziroma na WC in je izjavil, da se on pač identificira kot ženska, a ne? No in moški je prišel za njim, ne, je udaril ga po zobeh, je bil od te punce foter, ki se je identificiral kot zobna miška oziroma zobna vila, ne. Vsi imamo možnost se identificirati tudi po njihovih, veš, včasih jim je res treba slediti, boste se identificirali v nekaj, kar niste fizično. Če imaš lulčka, nisi punca, no, ne me zajebavati, ne glede na to, si kiklico oblekel ali ne, ampak lahko pa priznamo, da gre za grozno sprijenost, ki nam jo probajo normalizirati in hvala Bogu smo odprli oči in rečemo, da tega srati nas tudi vsi bolni. Ja, žal, res je. No, skratka, foter je rekel, jaz sem pa fairy, jaz sem pa zobna vila, pa mu jih je stovku vse ven. Ne, pa ne podpiram nasilja, ima pa skozi prispodobe moramo stvari razumeti. Isn't it sad when you get hurt so much you can finally say I'm used to do it? I'm used to it. Ni žalostno, kadar si v bistvu močno prizadet in na koncu rečeš v bistvu, ja, saj sem mogel biti, ne, prizadet, da sem dojel. Ampak taka je dušna šola, nič hudega. Vse travme, ki smo jih doživeli, vsa spoznanja, pa se pravim, nisem jaz tle najbolj traumatiziran človek. Jaz probam stvari nasplošno razložiti, mnogo res težkih stvari se je dogajalo ljudem in v sedanjosti, preteklosti in v daljni zgodovini. Ampak ja, žalostno je, ne, da v bistvu na koncu rečeš, ja, pa se je to tako moglo biti, kljub temu, da je bila to v bistvu težka izkušnja in lekcija na koncev, spoznanje in razumevanje. They may never get caught for everything they do. Mogoče ne bodo vsi ulovljeni za tiste stvari, ki so jih naredili, ampak zaupajte mi, they will pay. Plačali bodo za vse, kar so naredili. Okay? Mi si rečemo, jo, zdaj v tem času je slišati, ja, pa nič se njim zgodi, ne vemo, da delajo narobe, ampak oni še kar so. Plačali bodo vsi vse svoje, bom rekel, bolestne, pritlehne, zločinske in jaz ne vem kakšne še vse njihove korake, procese, dogodke in dejanja, ki so jih naredili pravzaprav proti ljudem. Nič bat, vse bomo porihtali in imamo vse in že zdaj se mnogi ne upajo hoditi več po ulici. Prva stvar, ki jo morate vedeti o meni je, da jaz nisem vi.
In to spremeni mnogo, da lahko razumemo, torej make sense. Ja, nihče na tem svetu nima svojega dvojnika, a ne? Dvojnik je bil samo kopija, pustimo zdaj klone, pa te svinarije odzadaj, govorim o dušnih ljudeh, da smo vsak svoj unikat in moramo razumeti prostor vsakega, in tle je tista stvar, ki rečemo spoštovanje, in spoštovanje moramo imeti in ga upoštevati v odnosu do drugih ljudi, ki ne, moramo biti spoštljivi do vsega in vseh, s tem, da razumemo, kakšni ljudje so, in prav je, da se poglobite tudi sami v razumevanje psihologije zlobe in zla samega Satana, ker okrog nas so ljudje točno s temi lastnostmi imenovanimi narcisi. Ok. Religije, o tem bomo ziher še kaj spregovorili, zagotovo bomo spregovorili mnogo o miru in o svetu, ki je pred nami. Zlata doba je tukaj v vsakmu izmed nas, ki jo zna in hoče začutiti. Gre za popolni mir in popolno odsotnost zunanjih vplivov in občutek, bom rekel, popolne svobode, ki izvira od znotraj naven. Družbica, to je to. Mi smo nabrali skoraj 40 minut, skoraj eno šolsko uro. Upam, da ste dobili vmes kakšen namik, meni se zdi ful dobra ta, zame nova, torej peku pa ne besa. Ne? Besa nikakor ne, veliko joyfula, veliko igrivosti, kreativnosti in odločnosti vam želim v današnjem dnevu in dnevi, ki so pred nami. Uživajte v mesecu Vinotoku in nikarte podpirati praznika demonov, torej noči čarovnic. Uživajte, ajde, ljubljeni, čau.